Na današnji tiskovni konferenci bomo predstavili, kot je že bilo omenjeno, politična izhodišča in pa cilje ter ukrepe, ki jih Slovenska demokratska stranka predlaga oziroma pripravlja z področja regionalne politike in lokalne samouprave. Ta naša današnja predstavitev je seveda ena izmed predstavitev celotnega programa, ki se pripravlja vsebinsko v okviru strokovnega sveta, v okviru katerega deluje tudi strokovni odbor za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Na začetku bi želeli omeniti tako imenovana politična izhodišča, iz katerih se zrcali pravzaprav pogled Slovenske demokratske stranke na to področje regionalne politike in lokalne samouprave. Ta izhodišča smo nanizali v 3 točkah in sicer si predstavljamo, da se mora Republika Slovenija na področju svoje celotne države, celotnega ozemlja razvijati uspešno, razvijati enakomerno in zmanjševati regionalne razlike. Pod to prvo politično izhodišče se seveda ne predstavljamo uravnilovke oziroma, da bi manj razvite regije onemogočale bolj razvitim regijam, da se razvijajo, ampak si predstavljamo seveda, da imajo vsi enake pogoje za razvoj, potem pa je seveda od vseh resursov, ki jih kdo uspe združiti, odvisno, kako se bo razvijal. V tem trenutku in pa v delih, ki smo jih predstavljali prej pod analizo tega področja, lahko rečemo seveda, da se v tem trenutku Slovenija razvija neenakomerno in da enostavno ni enakopravnih pogojev za bivanje naših državljanov na različnih ozemljih naše države. Pod drugo politično izhodišče smo si zadali zelo pomemben konceptualni cilj delovanja države v smislu sodelovanja med državno, regijsko in pa lokalno ravnijo. V tem trenutku je situacija takšna, da seveda, ko kdo iz lokalne skupnosti ali iz regije se obrne na Ljubljano, ima lahko upravičen občutek, da nima dobrega, primernega sogovornika na državni ravni. Država je bistveno preveč zbirokratizirana in se ne zaveda, da tako regijska, lokalna, kot tudi seveda državna raven dela v smer blaginje ljudi, v smer interesa občanov oziroma hkrati v tistem trenutku seveda državljanov, če se obrne na državo. To čutijo in čutimo občine pri vsakodnevnem delu, ko so zelo velike težave in prihaja do zelo neracionalnih potez in je zaradi tega celotni javni sektor izjemno neučinkovit, neracionalen in seveda pomeni že zavoro razvoja gospodarstva in pa urejanju zelo enostavnih zadev, kot je na primer gradbeno dovoljenje ali kakršnakoli soglasja, ki jih občan ali državljan potrebuje. Torej to drugo politično izhodišče seveda je izrazito medresorsko in se bo zrcalilo na našo pobudo in pa pod nadzorom seveda nekako odbora za regionalno politiko v vseh resorjih, ki jih seveda država na državni ravni v smislu svojih 14 javnih politik pač ureja. In pa tretje politično izhodišče, ki je tudi pomembna zaveza Slovenske demokratske stranke, to je seveda decentralizacija države, s tem omogočena večja politična participacija oziroma sodelovanje ljudi pri odločanju o skupnih zadevah in pa seveda uspešno javno upravljanje, ki pomeni učinkovit, prožen, fleksibilen, vitek javni sektor na vseh 3 oziroma 2 ravneh, kot zdaj v političnem smislu deluje, v razvojnem smislu pa že imamo tudi regije, 12 statističnih regij. Ta politična izhodišča, kot rečeno, se zrcalijo seveda potem naprej in pa tudi na drugih resorjih javne uprave. Sistemski cilji, ki smo jih nanizali v našem odboru, so najprej uvedba pokrajin oziroma, če ne bo političnega konsenza, krepitev regijskih politik. Vemo, da za ustanovitev pokrajin je potrebna 2/3 večina v državnem zboru in težko je brez te večine ustanoviti pokrajino oziroma nemogoče in tega zanesljivo ne moremo napovedati. Lahko pa napovemo seveda krepitev regijskih politik v smislu 12 statističnih regij, ki jih sedaj imamo, ki jih ureja zakon o skladnem regionalnem razvoju. Po drugi sistemski cilj vidimo krepitev vloge občin. Občina ima seveda zelo kratko pot do človeka, do občana. Občan se lahko obrne na občino, torej občina zelo dobro pozna probleme ljudi, tako z vseh področjih, seveda, ki se javno urejajo, kot rečeno, seveda v Evropski uniji obstaja 14 javnih politik in le del teh politik je seveda urejen na lokalnem nivoju. Pot do ministra seveda je nemogoče dolga za državljana, za občana in seveda tu ima zato javni sektor občine, da lahko rešuje te probleme ljudi. In pa tretji zelo pomemben sistemski cilj seveda je učinkovito in uspešno pridobivanje sredstev za razvoj. Tu so tako evropska sredstva, kot tudi zasebna sredstva, ki imajo interes za zmerno
oziroma sprejemljivo nadzorovano stopnjo donosnosti vlagati zasebna sredstva v javno infrastrukturo. Tu vidimo veliko neizčrpanih možnosti in pa so tudi pri pridobivanju EU sredstev, kjer se prejemniki, bodi si zasebne organizacije, bodi si javne, kot so občine ali javni zavodi in pa država, ki nadzoruje črpanje evropskih sredstev, pogosto obnašajo, kot da živijo na dveh planetih, kot da ne gre za sredstva, ki jih bomo seveda pripeljali iz Bruslja v Slovenijo in seveda ogromno ovir se postavlja. V tej točki smo, kot radi rečemo, bolj papeški od papeža in lahko napovem seveda, da do konca te perspektive 2013 in pa potem v novi finančni perspektivi Evrope 2014-2020 bomo skušali seveda minimalno ustreči zahtevam evropskih direktiv, nikakor pa ne pretiravati s temi ovirami, ki vsem skupaj nam grenijo življenja in povzročajo rezultate, kot so. Vemo, da kohezijski sklad je na primer v dveh skladov, ki sta seveda na voljo, v teh 4,8 milijarde evrov, ki jih Slovenija črpa v tej perspektivi, še izjemno slabo počrpan, za kar so seveda sistemski in ne zgolj manjši razlogi. Poleg teh političnih izhodišč in pa sistemskih ciljev smo strani dveh področji, ki jih pokriva naš odbor, torej regionalne politike in pa lokalne samouprave, pripravili tudi vrsto konkretnih ukrepov in bom nakratko sam predstavil nekaj teh, potem pa tudi podpredsednik odbora, gospod Ivan Pišek. Področje regionalne politike, že omenjeno delno, predstavljamo si oblikovanje pokrajin s ciljem regionalizacije in decentralizacije. Pokrajine morajo imeti izrazito razvojno funkcijo in pa funkcijo ekonomije obsega, kjer občine dejansko združujejo tiste resurse, ki so seveda nesmotrno lahko uporabljeni zgolj na nivoju ene občine. Pri uvedbi pokrajin, glede na to, da smo zavezani seveda zniževanju oziroma ohranjanju nivoja javne porabe, kar je tudi predlog za samo ustavno spremembo oziroma zakonsko materijo, mora biti ta uvedba seveda racionalna in učinkovita in si ne predstavljamo drugače, kot da tu združimo tri vire resursov kadrovskih, ki že obstajajo, torej občine, upravne enote, oblika dekoncentracije države in pa sama ministrstva. Torej lahko rečemo, da bomo pokrajine, kolikor bo to možno, s političnim konsenzom uvajali racionalno in učinkovito in da bo že takoj vidna, jasna korist teh pokrajin po pokritju nekih zagonskih stroškov njihove uvedbe. Poleg tega vidimo ogromno možnosti za sistemsko ukrepanje, za zmanjševanje regijskih razvojnih razlik. Vsi razpisi sektorski po ministrstvih lahko upoštevajo to regijsko razvojno komponento, ravno tako pa obstaja, je v prejšnjem mandatu obstajalo tudi ogromno posamičnih razvojnih regijskih projektov, ki so žal sedaj v veliki meri končali v predalih. Potem je zelo pomembno učinkovito medresorsko usklajevanje. Ta beseda, ko jo slišimo, se lahko bere kot neučinkovitost, to je treba izboljšati. Seveda, ko se zadeva tiče več resorjev, moramo biti bistveno bolj učinkoviti in imeti pred sabo razvojne cilje, da se nekaj doseže, ne pa zgolj, da postavljamo vsem projektom, ki so ovire, tako okoljske, prostorske in še druge. In pod to točko si predstavljamo seveda bistveno bolj učinkovito medresorsko usklajevanje. Poenostavitev izvajanja evropske kohezijske politike, torej črpanja obeh skladov, regijskega in kohezijskega, in pa tudi dovoliti večje razvojno, mi smo to poimenovali zdravo investicijsko zadolževanje za potrebe infrastrukture, zlasti tam, kjer se infrastruktura financira skozi plačevanje storitev, to je komunalna infrastruktura in pa seveda cestna infrastruktura. Toliko na kratko o področju regionalne politike. Področje lokalne samouprave tudi ni zanemarjeno in si ne predstavljamo, da bi uvedba pokrajin kakorkoli poslabšala, spremenila naloge občin. Nasprotno, predstavljamo si, da bo občine lahko kvečemo bolj učinkovite, da bodo lahko naloge, kot je že rečeno, ki presegajo njihovo ekonomijo obsega, prenesle na pokrajine, vendar bodo same ohranile še tiste javne politike, ki so smiselne, da ostanejo na tem mikro, torej lokalnem nivoju. Predvsem je treba tudi zagotoviti prilagodljivost in pa enostavnost. V tem trenutku v Sloveniji je sistem izredno zakompliciran. Investitor, ki pride in želi na nekem prostoru graditi seveda proizvodno halo ali individualno stanovanjsko hišo, bo moral dati nekje okoli 20 birokratskih postopkov skozi,
In še čisto na koncu ne bo siguren, ali bo lahko gradil ali ne. Vsaka občina po svoje ima ogromno svojih rešitev, od prostorskih aktov do lokacijskih informacij, obračunov komunalnega prispevka, obračunov nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Skratka, investitor je v popolni zmedi, ko se obrne na organe v Sloveniji, kaj, kdaj in kako, pod kakšnimi pogoji lahko gradi. Tujina ima te sisteme bistveno bolj enostavne, fleksibilne, integrirane in si predstavljamo, da je treba to urediti tudi pri nas. Zlasti prostorsko načrtovanje in pa s tem povezano komunalno urejanje prostora je potrebno poenotiti metodologije, poenotiti postopke in pa, kot rečeno, zmanjšati birokracijo postopkov na vseh ravneh, predvsem mi ukvarjamo z lokalno ravnijo, kjer je te birokracije še bistveno preveč. Lahko bi še našteval, ampak bistvo je povedano v političnih izhodiščih, kjer bomo, kot rečeno, in s tem bom zaključil, konceptualno spreminjali sodelovanje med državo, regijo in pa lokalnimi ravni z našo zavezo, da se Slovenija mora razvijati kot celota in da mora biti bistveno bolj blizu ljudem.